Nošenje slovenske uniforme pomeni čast na najvišjem nivoju. Ko oblečem uniformo Slovenske vojske, se počutim ponosnega. Ko oblečem uniformo, se počutim zelo ponosno in predano. V čast mi je obleči uniformo in zastopati Slovenijo. Slovenska vojska temelji na znanju, vrhunski tehnologiji in močnem ekipnem duhu. V učni četi Bohinjska Bela se trenutno usposablja in je na seznamu 44 kandidatov in kandidatk. Trenutno na usposabljanju v Bohinjski Beli, učni četi Bohinjska Bela, učijo nas nekega reda in discipline, ki meni osebno je zelo všeč in uživam močno v tem. Učijo nas tudi teme, ki me zanimajo, od orožja do taktike, do prve pomoči, naprimer. Po poklicu sem tehnik računalništva, v prostem času sem še prostovoljni gasilec, pa sem se odločil, da postanem vojak. V Slovenski vojski se vidim v obveščevalno-izvidniški enoti. Temeljno vojaško strokovno usposabljanje, trenutno zdaj smo 4. teden. Vsi bi mogli to doživeti in pa dati to čest, tako da meni osebno je zelo všeč. V Slovenski vojski se predvsem vidim v vojaški zdravstveni enoti, se pravi, ker sem po poklicu tehnik zdravstvene nege. Moja primarna zadeva v vojaški zdravstveni enoti je helikopterska nujna medicinska pomoč. Po poklicu sem lesarski tehnik. Za samo vojsko sem vedel že od malih nog, da bom se pridružil. Sebe vidim v 10. vezirniškem bataljonu zaradi razgibanega dela, novih veščin, rokovanje z orožjem, rokovanje z eksplozivnimi sredstvi, z izvleko ranjencev iz bojišča in pa pomaganje ljudem ob naravnih nesrečah. Ja, je naporno, je nek red in disciplina. Meni osebno je zelo podobno kakšnim pripravam, pač strog urnik. Kot plavalka sem zaposlena v športni enoti Slovenske vojske. Tja sem prišla na pobudo ostalih športnic in športnikov, ki so že zaposleni, in pa trenerja. V Ameriki sem diplomirala iz psihologije. S tem znanjem se bolj pripravim na te napore in izzive. Lahko pomagam tudi drugim kandidatom pri tem in pa se vidim v prihodnosti kot vojaška uslužbenka na področju psihologije. Za delo v Slovenski vojski sem se odločila zaradi tega, ker sem spoznala, kakšno široko področje ponuja ta sistem. In se nekako kot kineziolog vidim v tem sistemu, da lahko doprinesem k boljši psihofizični pripravljenosti pripadnikov Slovenske vojske. Navdušuje me ideja, da bi bila del nekaj večjega, kjer šteje odgovornost, predanost. Ko sem zaključila frizersko šolo, sem začela delati kot osebna asistentka. Kariero v Slovenski vojski bi začela v pehoti, kasneje bi pa videla, kam bi me odnesla. Mladi lahko preizkusijo vojaški način življenja na različnih možnostih, se pravi kot izziv vojaški študentski tabor in pa MORS in mladi. Za dijake in študente MORS ponuja raznolike možnosti, to so razne štipendije in pa tudi upravljanje študentskih ali dijaških praks. Socialna varnost je definitivno eden izmed pomembnejših faktorjev pri zaposlovanju v SV. V Slovenski vojski potrebujemo zelo širok spekter ljudi, poklicev. Ponujamo praktično vse, od tehničnih stopenj, od laborantov, naravoslovcev, tehnikov, mehanikov, zdravstvenikov do pilotov. Mladi lahko največ informacij o zaposlovanju dobijo na spletnem mestu postanivojak.si. Lahko se tudi obrnejo na izpostave Uprav za obrambo ali pa poišče informacije na družabnih omrežjih, kot so Instagram, Facebook in pa TikTok.